Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, najprej seveda lepo pozdravljeni. Dobar dan. Ob koncu marca je potekala 11. redna seja občinskega sveta občine Radovljica, ki jo sklicujete vi, na kateri ste obravnavali 11 točk je bilo na dnevnem redu, obravnavali pa ste jih 10. Ena izmed pomembnih točk je zaključni račun proračuna za leto 2024 in sprejeti rebalans. Ja, lahko rečem, da je bil ta zaključen račun sprejet, da smo bili zelo aktivni v preteklem letu in pa najbolj pomembno je bilo pa sprejetje tega rebalansa, tako da lahko povem, da v zgodovini ni bilo tako visokega proračuna, seveda nekaj tudi na račun ujme, ker smo dobili kar zajetno vsoto denarja, to je preko 33 milijonov in sem zelo vesel, da so svetnice in svetniki to potrdili. Seveda zdaj nas pa čaka zelo veliko dela, predvsem v tem kontekstu, ki je do konca leta treba ta sredstva porabiti, čeprav smo skupaj z vsemi občinami preko skupnosti občin Slovenije zaprosili, da se ta rok podaljša, predvsem do konca leta 2025, ampak tega zagotovila zaenkrat še ni. In seveda na dnevnem redu tudi odlok o spremembah in dopolnitvah organizacij občinske uprave za upravljanje športnih objektov in ustanovitev režijskega obrata. No, zdaj jaz povem, režijski obrat smo že imeli, tako, zdaj pa v to smo spravili predvsem upravljanje športnih objektov, kajti ni bilo v skladu z zakonodajo in tudi ta odlok je bil sprejet. Lahko pa rečem, ker imamo res veliko teh objektov, da bo zdaj to prevzela občinska uprava in predvsem gre za zagotavljanje sredstev, torej za tisto vzdrževanje in pa seveda tudi investicijsko vzdrževanje in sem prepričan, da bomo lahko, ne glede na to, da je bilo zdaj to upravljanje preko društev zelo kvalitetno narejeno, tako da bomo še vedno vključili društva, klube, da bojo lahko pomagali, da skupaj zagotovimo ta nivo, kot je bil do zdaj. Obravnavani občinski prostorski načrt za območje Lancovo za gradnjo novih objektov. Ja, tukaj je bil predlog, to se pravi zaključek tega odloka in lahko rečem, da je bil tudi potrjen, zdaj bo tam omogočena pač ta gradnja. In sem zelo vesel, ne glede na to, da je to ob Savi, ampak glede na to, da ne smejo biti objekti podkleteni, ne vidim nobenega razloga, da ne bi bili ti objekti varni in pa predvsem, da bo ta prostor zapolnjen, kajti nima neke posebne vrednosti iz kmetijskega vidika. Ob zaključku športne kariere občana Petra Prevca ste pripravili poseben poklon in zahvalo samemu športniku in tudi sama udeležba je bila mnogoštevilčna. No, jaz sem bil zelo zadovoljen, da je toliko ljudi prišlo, kajti toliko na Urnikovem trgu še ni bilo ljudi. S tem so izrazili velik poklon našemu občanu Petru Prevcu. Mi smo se oddolžili z dvemi stvarmi, eno je zlatnik Planice, drugo se mi pa zdi, da je bil tudi zadetek z smučmi od našega ustanovitelja Elana, gospoda Rudija Finžgarja in tudi, bom rekel, prvega, ki je preskočil 100 metrov kot Slovenec. Seveda te smuči so bile zelo rahlo obnovljene, in pa predvsem to okovje, ki je bilo res v takem zarjavetem stanju, smo potem to obnovili in predvsem moram povedati, da smo ga pozlatili, kajti Peter Prevc je zlat. No in samega poklona Petra Prevca so se udeležili tudi nekateri olimpijci občine Radovljica. Ja, seveda, predvsem govorim o olimpijcih, ki so bili na zimskih olimpijskih igrah, ampak tudi drugi, tako da so tudi njemu posebno čast s tem izrazili. Seveda smo pa mi ponosni, ker mi imamo toliko olimpijcev in olimpijk v naši občini živečih,
ne samo olimpijcev ali pa olimpik, ampak tistih, ki so prinašali medalje z olimpijskih iger. In ne vem, če ima katera občina toliko teh, mi pravimo, ki imajo medalje z olimpijskih iger. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.